Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si oglejte 14. redna seja občinskega sveta občine Slovenska Bistrica. Miklavž obiskal otroke v Bistriškem gradu. Novinarska konferenca dr. Ivana Žagarja. Proslava ob 11. obletnici delovanja Doma starejših v Slovenski Bistrici. Kulturni mozaik v Slomškovem domu. Uradna predaja gugalnice za invalide. Božični koncert vokalne skupine Vivere. Hrestač ponovno v Bistriškem gradu. Sprejem judoistov Impola, ekipnih državnih prvakov. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je v četrtek 5. decembra sešel na svoji 14. redni seji. Svetniki so uvodoma z 22 glasovi za in 3 proti sprejeli občinski proračun za leto 2025. V nadaljevanju seje so potrdili pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter v prvi obravnavi program dela občinskega sveta občine Slovenska Bistrica za leto 2025 ter odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Slovenska Bistrica in o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Slovenska Bistrica. Svetniki so sprejeli tudi pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v občini, program odvajanja in čiščenja odpadnih vod za leta 2025-2028 in uskladitev neprofitnih najemnin v občini za leto 2025. Občinski svet je obravnaval tudi nekaj kadrovskih zadev. Med drugim ni podal soglasja k imenovanju Milene Oblonšek za direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica. Sveti Miklavž, prvi od dobrih mož, ki v decembru prinašajo med ljudi dobre in lepe stvari, se na svoji poti pretekli četrtek ustavil tudi v Slovenski Bistrici. Otroke je obiskal v spremstvu veselih snežink, nagajivega parklja in mladih pevk. Miklavž je otroke obdaril tudi s simboličnimi darilci. Po prireditvi so na Trgu Svobode slovesno prižgali praznične lučke. Župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar je za petek 6. decembra sklical novinarsko konferenco, na kateri je odgovarjal na vprašanja v zvezi s 14. redno sejo občinskega sveta občine Slovenska Bistrica. Med drugim je komentiral občinski proračun za leto 2025, ki so ga svetniki sprejeli z veliko večino. Mi imamo prihodkov tam slabi 34 milijonov vse skupaj, ne? Od tega je pač te povprečnine 22,4 milijona, ne? 34 sem rekel, ja. Zadolževanje planiramo pač 1,5 milijona. Zdaj, kar se še tega zadolževanja tiče, je še to, ne, da gre za zadolževanje po obstoječi zakonodaji, ne. Jaz sem že tudi napovedal, ne, da mi pričakujemo, glede na vsa odprta vprašanja, pa tudi napovedane spremembe zakona o financiranju občin, rebalans proračuna relativno zelo hitro v naslednjem letu, ne, da bomo lahko mogoče malo več naredili na tem investicijskem ciklu. Zdaj odhodkov je tam tudi teh slabih 34 milijonov, ne, pri čemer gre še za odplačilo glavnice 2,4 milijona, pa stroški financiranja so 1,3 milijona. Ne. Se pravi obresti, pa stavbne pravice, zdaj mi pa dejansko mislim, da zaključujemo, mislim, da drugo leto več smo tudi to pokrili. Ne. S tem smo mi pravzaprav zadolženost občine precej znižali, ne, in smo jo pripeljali v ta zakonski okvir, nekaj prej je bila v bistvu v tem smislu pač mislim, da zadolžena nad tem zakonskim okvirom, seveda iz naslova stavbnih pravic, ki pa ne štejejo formalno sicer v zadolžitev, če pa mene vpraša dejansko pa, vse to moš poravnati, ne. Zdaj pa, kar se pa vsebinskega dela tiče, ne, pa sem že pa omenil, zdaj mi pač nadaljujemo tiste aktivnosti, ki so zastavljene. Zdaj recimo mi v letošnjem letu nekaj projektov smo pripeljali ali pa
smo že zelo blizu konca, ne, recimo, kar sem zdravstveni dom se že seli, ne, to je ena večjih investicij, tam se zaključuje to zeleno parkirišče, ne, potem v zaključni fazi oziroma praktično zaključeno z nekimi korekcijami je kanalizacija na zgornji ploskavi, ne, potem smo na tem cestno-komunalnem področju še vseeno ene 2-3 malo večje odseke cest naredili na Šmartnem pa na Keblu. Potem je pa še nekaj manjših zadev, ki pač so bile v tem času postorjene, ne. Zdaj mi v tem proračunu pa planiramo vse nadaljevanje teh aktivnosti. Zdaj en del teh aktivnosti, kar se investicijskega dela tiče, je vezan na ta tako imenovani dogovor za razvoj regije, ne, gre za črpanje evropskih sredstev. Iz tega naslova mi imamo tam ene kvote, mislim, da je 6 milijonov, nekaj takega, ne, v celoti, ne. To ne pomeni, da smo mi vse planirali za drugo leto, ker je odvisna dinamika. Mi zdaj sicer upamo, ne, da da nam bodo vsaj nekateri projekti že odobreni, ne, oziroma enega že tako izvajamo, ne, to je recimo zeleno parkirišče, ne, ki ga bomo tudi poskušali vrstiti v ta del, zato ker je dejansko zeleno, ne, in upravičeni stroški vsaj po evropski zakonodaji tečejo od prvega dneva nove finančne perspektive, tako da upravičeni stroški zdaj tečejo. Naslednja stvar je kolesarka, ne, ki jaz upam, da bomo zdaj te končno res začeli delati, ne, in bi se naj financirala zdaj pač več ne iz integrale, ampak iz tega dogovora za razvoj regij, ne. Potem pa so še seveda 2-3 drugi projekti, recimo tam gre za skupen projekt inkubatorja, ki ga prijavljamo skupaj z občino Poljčane in pomeni pa nas na nek način nadaljevanje aktivnosti Hubina, ne, zato ker Hubin je tudi pomenil nekaj tega in v povezavi recimo z aktiviranjem tega rokodelskega centra, ker pač je zdaj v našo občino prišel tudi status regijskega rokodelskega središča, kako je že to povedano, ne. Potem pa so še seveda pač nekateri drugi projekti, ki so vezani na področje kulture, recimo, ne, po posameznih krajevnih skupnosti in pa seveda neki cestni pa ostali odseki, ne. Zdaj, kar se konkretno cestne kulture, mi smo zdaj nekaj letos poskušali te sredstva povečati, ne, tako da jaz vseeno pričakujem, da bo več tega. Zdaj, pri zelenem parkirišču gre za dokončno urejanje potem te, kaj že, ulica v Potoku, ne, ki je tudi ves čas aktualna. Jaz upam, da bomo štartali tudi z Špindlerjev, z tistim območjem, kar se tiče celotnega urejanja, ne, tudi v povezavi z izdelavo te celostne prometne strategije. Zdaj, kolesarko sem že omenil, pri čemer je še en del tega kolesarskega dela znotraj samega mesta, ne, povezava tam od tega krožišča proti Poljčanam, ne, do vstopa v cono, ne, in potem, če mi speljamo ta dva projekta, ne, potem mi pripeljemo v bistvu navezavo mesta praktično v celoti na pač železniško postajo. Gre za klasičen, če mene vprašate, to vrstne, trajnostno mobilnostni projekt, ne. No, zdaj, aktualno je vse nadgradnja športnega parka, ne, tam smo kandidirali na tisti športni razpis, ki ga je Ministrstvo za gospodarstvo in naprej razpisalo, ne, in tam smo tudi uspeli dobiti sredstva, ne. Res pa seveda je, da je to pomeni dodatno obremenitev za proračun, ne, zato ker je pač delež sofinanciranja tretjina in manj od celotnega projekta in za sve moraš imeti lastno sofinanciranje, ne, ki je bistveno večje, ne. Potem pa se zdaj še pripravljajo recimo projekti, predvsem, kar se šolstva tiče, ene manjše stvari so še, ki se stalno pojavljajo po šolah, ne, to je logično, ne, ampak od teh je večji projekt urejanja še šole na Šmartnem, ne. Šmartne je tisto, ki je zdaj še najbolj ostalo potrebno obnove, tako na šolskem delu, kot tudi na vrtčevskem delu, ne. Potem pa bojo pač programe tekli tudi po ostalih področjih, tudi kar se tiče stanovanjske, poslovne, pa delno verjetno še vezano tudi na urejanje samega mesta, ne. Mi imamo nekaj, ko smo kupili neke objekte naše, ne,
Skratka, v vsej tej področji pač nekako te zadeve bodo, jaz upam, tekle naprej. Kot sem pa že omenil, mi bomo pa z rebalansom neverjetno pač še neke korekcije lahko naredili, če bo vsa ta stvar ugodna. Je pa res, da je pač težava v tem, da je to vrstno načrtovanje relativno nepredvidljivo. Enota doma doktorja Jožeta Potrča Poljčane v Slovenski Bistrici letos praznuje 11. obletnico delovanja. Obletnico so obeležili s petkovo proslavo v prostorih doma starejših. Na prireditvi so nastopili stanovalci in zaposleni ter učenci glasbene šole Slovenska Bistrica. Zbrane je uvodoma nagovorila direktorica doma doktorja Jožeta Potrča Poljčane Iva Novak. Ta dom nam je omogočal, da smo takoj na začetku začeli uvajati sodobne koncepte dela. Ustanovili smo tako imenovane gospodinjske skupnosti, ki so dolgo let dobro funkcionirale, potem pa so se začele težave s kadri. Ogromno smo imeli odhodov, se pravi odhojitev, odhodov drugim delodajalcem in se zdajle, bom rekla, znova pobiramo, poskušamo ponovno vzpostaviti te gospodinjske skupnosti tako, da bi dejansko bile ene take manjše skupine, kjer bi se stanovalci kar najboljše počutili. Leta 2013 smo začeli tudi z izvajanjem storitev pomoči družini na domu, ki jo izvajamo za Slovensko Bistrico in Poljčane, za obe občini. In tudi pomoč na domu je dolgo imela dom tukaj, zdaj imamo najete prostore občine v drugem delu mesta. Jaz bom rekla, da je vsako leto bilo poseben izziv. Ne spomnim se več vseh let, kaj vse smo naredili, kaj vse smo, da rečem po domače, dali skozi. Vsekakor je pa bil en velik mejnik tudi COVID, ki je zelo, zelo vplival na naše življenje in na naše delo in seveda tudi na naše stanovalce, ki so v tistem obdobju zelo trpeli. Tako da na ta čas nekako nimamo lepih spominov. Smo pa leta 2021 podpisali tukaj s takratnim ministrom za delo, družino in socialne zadeve, gospodom Ciglerjem, pismo o nameri, da bomo nadgradili ta dom. Tudi tokrat je bila pobudnica za to občina Slovenska Bistrica, s čimer se kaže pač njen interes, da bi bilo za njene občane dobro poskrbljeno v domačem okolju. Investicijo smo pripravljali pravzaprav 3 leta, kar je sorazmerno malo, glede na to, da smo ta dom, ki smo ga otvorili decembra 2013, pripravljali 10 let. Mi smo potem, ko smo objavili javni razpis, smo morali pridobiti dodatna sredstva iz proračuna. Ponavljali smo 3 razpise za gradnjo, no in letos 6. septembra smo uvedli v delo tega izvajalca, ki danes dela na tem domu. Rok za izvedbo del je 1 leto, kar pomeni, da bi septembra naslednje leto že lahko sprejeli dodatnih 40 stanovalcev. Zbrane so pozdravili tudi predsednik Združenja direktorjev članov socialnih zavodov Slovenije Andrej Štesl, vodja oddelka za družbene dejavnosti občine Slovenska Bistrica Irena Jereb, predsednik sveta stanovalcev Miroslav Kolenko, državna poslanka magistrica Karmen Furman in predsednica društva upokojencev Slovenska Bistrica Vida Lipoglav. V Slomškovem domu v Slovenski Bistrici je preteklo soboto potekala prireditev Kulturni mozaik, ta veseli dan kulture in Miklavžev zajtrk.
Prireditev so obogatili ljubiteljski kulturni delavci, člani sekcij kulturnih društev, ki so letos praznovala visoke jubileje, in tisti, ki so dosegli vidne rezultate na tekmovanjih ali pa znova začeli aktivno delovati. Zbrane sta nagovorila predsednik Zveze kulturnih društev občin Makole - Poljčane - Slovenska Bistrica Blaž Gregorič in župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. Prireditev je pripravila Zveza kulturnih društev občin Makole - Poljčane - Slovenska Bistrica. Člani Lions kluba Slovenska Bistrica so minulo soboto uradno namenu predali njihovo lansko največjo donacijo, gugalnico za invalide. Gugalnica je postavljena v športnem parku pri mestnem kopališču v Slovenski Bistrici. Zdi se mi uporabna, družine lahko uporabljajo, da ima eno stvar več, osebe, ki pač se ne morejo normalno bogati, ima eno stvar več, ki se lahko bolj poistovetijo z nami, ki pač malo to možnost. Seveda. To je bila ideja za tem, zdaj pa pač. Več se vidi, da je to taki projekt, ki ga občina lahko podpre, tudi ga je, se donira podlaga. In je to pač dodana vrednost za občino Slovenska Bistrica. Naložba je vredna 5400 evrov. Uradnega odprtja gugalnice za invalide se je udeležil tudi župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. V viteški dvorani Bistriškega gradu je v ponedeljek potekal božični koncert vokalne skupine Vivere. Kot gost tradicionalnega koncerta je nastopil mešani pevski zbor Natanael.
Dedek Mraz je v sredo 11. decembra pred Razvojno-informacijskim centrom Slovenska Bistrica začel turnejo po občini Slovenska Bistrica. Skupaj s spremstvom bo v 10 dneh obiskal otroke šol in vrtcev. V Bistriškem gradu so preteklo sredo ponovno uprizorili pravljično zgodbo Hrestač. Po predstavi so za otroke izvedli še ustvarjalno delavnico. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je prireditev pripravil v sodelovanju s Tvirling klubom Sašo Slovenska Bistrica in Društvom upokojencev Slovenska Bistrica. Člani judo kluba Impol so ponovno dokazali svojo premoč na državnem prvenstvu, kjer so uspeli ubraniti naslov ekipnih državnih prvakov. Njihov izjemen uspeh je rezultat predanega dela, vztrajnosti in ekipnega duha. Ob tej priložnosti je Športna zveza občine Slovenska Bistrica danes, 6. decembra, pripravila posebno druženje in pogostitev, s katerim so želeli izkazati čast in podporo izjemnim športnikom. Svoje občutke o tekmi je z nami delil judoist Marijo Gašparič. Se pravi, 2 predkola smo imeli in smo se že tam dobro odrezali, se pravi, kot druga ekipa smo prišli v ta finalni del, super motivirani, smo pa vedeli, da bojo borbe težke, da se bo potrebno potruditi in da zlahka ne bomo ubranili naslova. In prvo polfinale proti Braniku smo samozavestno stopili na Blazino in tudi jih ugnali 5-2. Potem pa še finale proti Slovenj Gradcu. Proti Slovenj Gradcu smo v predkolu prvič izgubili in so oni šli kot prvi nosilci v ta dvoboj, ampak vseeno smo samozavestno stopili na Blazine in obranili naslov. Super ponosen na ekipo, vsaka borba je bila oddelana srcem, bom rekel, in smo si zaslužili ta naslov. Poprašali smo ga tudi o načrtih za prihodnje leto. Ja, se pravi, najprej kot prvo državno prvenstvo, to najprej vsak posameznik, potem pa seveda borbe v tujini, da se še tam izkažemo po evropskih pokalih, svetovnih pokalih, evropskih prvenstvih in tako naprej. Proti koncu leta pa potem znova prva slovenska judo liga, kamor stopamo samozavestno in še po 3. naslov.